Lepo pozdravljeni v novem podcastu za starše. Moje ime je Danaja in že 11 let se ukvarjam z izobraževanjem nosečnic in mladih staršev preko portala Nosečka in spletne šole za starše. Danes sta z mano v studiu Mateja in Nina, arhitektki, ki nam boste razložili, na kaj moramo biti pozorni pri opremljanju prve otroške sobice. Pozdravljeni. Živijo. Pozdravljeni. Kako se po vajinih izkušnjah mladi starši lotevajo opremljanja otroške sobice? Že pred porodom ali kasneje? Ja, po najnih izkušnjah čisto odvisno od investitorja. Eni so zelo organizirani, planirajo dosti časa vnaprej. Enim se pa zgodi, da se zgodi nosečnost in potem hitijo, da bi pripravili, ampak realnost izvedbe v prostoru je, da velikokrat stvari se ne odvijajo tako hitro, kot bi želeli, in potem se stvari zamikajo in potem je mogoče tudi kaj slabe volje kdaj. Tako da apelirava na vse, naj mogoče razmišljajo o teh stvarih z dovolj časovne razlike, da pa njih teh slabe volje. Čeprav po drugi strani pa tudi ni nič slabega, če se tega lotevamo kasneje, ker v prvem letu oziroma na začetku otrok res ne potrebuje veliko. Nekateri starši tako kot je povedala, so bolj organizirani, ampak je proces, če grejo do arhitekta, daljši, tudi zaradi tega, ker oni ne pogledajo na to, da je potrebno premlevati kakšne stvari, da tudi mi potrebujemo čas in oni, in se zaradi tega lahko daj tudi zavleče. In prenova, obnova ali podoba sobice nastane na mesto, zdaj bom rekla, v nekem določenem okvirju, ki si ga oni zadajo, malo dlje, in zaradi tega je dobro, da to da je dosti časa na voljo. Razumem. Da ni nekega časovnega pritiska, ko smo pa vsi slabe volje. Pa še ena stvar je, da načrtovanje vzame svoj čas. Kaj šele izvedba, pa iskanje izvajalcev. Koliko časa pa recimo povprečno traja, ko stranka pride do vas, pa da se dogovorite za kakšno sobico od začetka do končne izvedbe? Govorimo samo o sobici, samo ker ponavadi je vse so to skupaj, večji projekti oziroma potegne za sabo večjo zgodbo. Če pa je to samo sobica, kjer ponavadi tudi ni takšnih zahtev, kot recimo, če se lotimo neke opreme, kopalnice, kuhinje, sejanje. Če govorimo o neki zgolj otroški sobici oziroma ki je prej mogoče bila pisarna ali imela kakšno drugo namembnost, to ni toliko zahtevno prenoviti v otroško sobo. Ampak treba je pogledati, da se mi ne moramo lotiti projekta točno naslednjo minuto, Se pravi, da imamo tudi mi neko časovno obdobje, ki ga je potrebno počakati. Pa je eventualno tako, recimo en mesec, dva, da pride ideja, potem da se jo realizira v neke renderje, vizualizacije in potem, da se jo tudi realno vizualizira. Zdaj, če je to samo oprema, je pol to malenkost manj, ampak že spet je problem če je to mizarska oprema, se pravi, mora imeti tudi mizar čas, če je pa to neka tipska oprema, pa da ni potrebno menjavanje tlakov ali pa kakšnih večjih posegov, je pa to lahko dosti hitro. Super. Imate mogoče kakšne primere, da jih lahko pokažete iz vajinega biroja, kaj sta delali? Imava, ker sploh mogoče, odkar sva tudi sami mami, da imava s tem več stika in tudi se pojavlja več teh projektov na mizi. Naravno se tako zgodi. Čeprav so se že prej, ampak mogoče jih je zdaj. A zdaj kaj drugače delate zdaj, ko sta mamice, kakor prej, preden sta bile? Ja, mogoče zaradi tega, ker imava v bistvu pogled v obdobje rasti otroka in veva iz svojih izkušenj, kaj otrok nekako potrebuje, kaj je res nujno potrebno. Kaj predlagati staršem, mogoče, ko še nima otroka, ker si ne zna predstavljati, na kakšen način bo. Mogoče na začetku tudi ne rabi verjetno sobice prav svoje, pa so kakšne rešitve obstajajo? Tako, mislim, da v prvem letu
otrok res ne potrebuje svoje sobice. Oziroma, ali pa saj v pol leta. No. Ja, sigurno ne. To imava različni osebni izkušnji. Mateja je prej pogumno hčerko. Ja, jaz sem že pri 4 mesecih jo dala v svojo sobo. Jaz tudi pri 3. Moja 2 sta 3 in 2 in imamo 2 spalnici z velikima posteljama, spiva vsak starš z enim in se midva menjavava. Aha, no to. Otroka spita vedno v družbi starša, zdaj počasi pa planiramo urediti otroško sobico in storiti ta korak. Tako da to je čisto od družine odvisno. To mora vsak sam sebe poslušati. No, tle je recimo en primer, ko damo v spalnico otroško posteljco, ali pa je potem še en primer, da je zraven v bistvu neke vrste zibkano. Potem pa naprej prestavimo ali zibko v pač svojo sobo ali pa jo v bistvu zamenjamo potem, da naredimo večjo posteljo v svoji sobi. Ja, zdaj, če govorimo o drugem pohištvu, razen posteljce, mogoče previjalna miza je kar zelo dobrodošla, sicer eni tudi previjajo kar na posteljah ali na tleh. Ali pa kopalnici, ne? Kopalnici. Zdaj, če prostor dopušča, če je kopalnica dovolj velika, mi osebno imamo previjalno mizo v kopalnici, ker je to mogoče prostor, ko je najbolj topo, se ga da tudi najhitreje segreti, ko je otrok majhen. Ko ga kopaš in blizu vse. Imaš blizu vodo za čiščenje. Zdaj, mi osebno imamo kar eno pisalno mizo, smo dali v kopalnico in uporabljamo pisalno mizo. Mi smo se osebno te zadeve lotevali zelo po feelingu, ker tudi nismo planirali biti v Ljubljani, smo mislili biti drugje, pa pol se je življenje korona in tako obrnilo, da smo se tle zataknili, pa nismo niti kupali drugega pohištva. V glavnem v resnici se dojenčka kamorkoli lahko postavi in previja. Ampak dojenčka res res naravno. To so v bistvu starši, ki se v bistvu lotevajo teh, ki še niso starši, v bistvu, ki še pričakujejo dojenčka, si zamislijo, kaj vse res rabijo. Pa rabim in previjalno, in poslo, in tisto, 3., 4., vse mora biti. Do takrat, preden se rodi in potem, ko pride domov, mora kot en tak gost in mora ga pričakati, nek tak grad vsega, kar rabim. Kar v bistvu sploh ni v bistvu potem vidiš, da tega sploh nič ne rabiš, sploh pri drugemu, recimo otroku. Vržeš ga kamorkoli na tisto, previješ. Je ful uporabno v kopalnici, ker je voda zraven, ampak vse ostalo se pa da skombinirati. Mi smo tudi tiste posteljce vlačili gor pa dol, iz ene sobe v drugo sobo, v spalnico, v otroško sobo, skozi smo nekaj kombinirali. Ne? No, to je fino, recimo, če je na kolesih. Mi smo tudi vozili posteljco na kolesih. Super, neka taka mešanca med zibelko pa med posteljco, tudi malo... Jaz sem imela recimo zibko, ki je iz stropa visela v spalnici. Je nisi mogla prestaviti v drugo sobo? Ne, pa sem jo pa v bistvu v dnevno sobo čez dan pa postavila, ker sem jo v bistvu, ki je bila na nekem stojalu. No. Aha, super. Sem jo v bistvu tako prenašala, no, ni bila lih na... A to je bil prav izdelek, a to je kakšna tvoja... Ne, to je prav izdelek. Super, fino. Potem, če gremo malo naprej, pohištvo, to smo malo že kar šli čez, se pravi za prvo leto. No. Pa recimo gremo pogledati otroček, je star, 7, 8, 9 mesecev, začne se že malo igrati, puzati, sedi, malo se že zamot sam. Kako bi takrat, recimo, kaj takrat otroček potrebuje v sobi, a bi mogoče takrat, recimo, gremo na primer, starša imata posteljco v spalnici, jo potem v eni točki prestavite v tisto otroško sobico, pa da ne bi vsega takoj kupovala, pa da recimo vidite, da je otrok star 7, 8, 9 mesecev, potem pa ga začnemo počasi dodajati, ne vem, ali mizo že rabi, ali kakšne omare, kaj so zdaj zaščite, mogoče kakšne da se ne preščipne, tako, če bi malo svetovali okoli tega. Zdaj, kadar mi snujemo nove otroške sobe, jih ponavadi snujemo tako, da so prilagodljive čez celo otroštvo. Snujemo jo že od začetku tako, da je tlorisno oziroma pač razporeditev narejena, da ima neko mizo, da ima neko posteljo, da ima neko omaro. Potem izvedba tega se pa dela postopoma. Zdaj, investitorji se običajno odločijo nekako, da neke omare se dajo mogoče že takoj narediti, ker te rabi in ko je dojenček in ko je najstnik.
Potem se pa dopolnjuje. Najprej je mogoče to neka manjša posteljica, mogoče ta po velikosti nastavljiva, čeprav spet jaz osebno imam rajš kar takoj veliko posteljico, da se lahko starš zraven stisne, če je potreba potem. Pa tudi, da se navadi čim prej, ne, ja, iz tega vidika. In se tudi potem recimo takšno posteljico zavaruje z neko ograjico, ki je snemljiva in se jo kasneje tudi da odmakniti. Tule imamo mogoče en primer take posteljice, ki smo jo naredili, ki je v bistvu odrasle dimenzije, mogoče malo estetike otroško igrive, pa snemljivo ograjico. Ja, to je super, ta ograjica, to vem tudi potem, ker ni čez celo, a ne ograjica, da ni cela zaprta, ki imajo kakšni, lahko se navadi otroček, da gre po noč lulat sam dol, ne more se udariti tlele čez kapleza, a ne. Lih toliko, da ga majčkeno ustavi, v bistvu, da se ne zrola dol. Da se opomni, ja. Da se spomni v bistvu, ja, ker mora se pa itak navaditi, da se ne vrti prav preveč. Potem pa, nek prostor, ki se načeloma predvidi pisalno mizo, ki se na začetku še tako ne da noter, pa ostane prost in se ga mogoče, dokler je otrok še veliko na tleh, se sploh dobrodošle priproge oziroma te podloge, da so tla topla, mehka, se ta prostor tako izkoristi, pa je pač igralna površina, pol kasneje se pa doda. Da je čim večja igralna površina v resnici, ne? Ja, ker to rabijo. Damo mogoče takrat, ko še ne potrebujemo neke mize, ne, se tudi doda kakšne zabojčke, škatle, vreče, zaradi tega, da tudi navadimo otroka, da sam pospravi. Pa midve tudi vseeno gledava, da so te stvari dostopne otroku, a ne, da so na višini. Malo po Montessoriju, ne? Ja, recimo. Da ni zdaj, da daš nekam v omaro, ko on ne pride. No. Razen, če se greš rotacijo igrač, pol pa... To pa ja. Aha, ja. No, se to so pa škatle tudi v redu, ne? Se malo prestavlja, se da dol neki ukret. To pa zelo dobrodošlo, pri otrocih, zaradi tega, ker se mi zdi, da se naveličajo zelo hitro. Ja. Pa hitro pozabijo igračo. Tako. Pa je spet nova. Ja, to še zdaj. Jaz imam, dobro, kakšne stvari se spomnita, ampak kakšne stvari pred 3 let se pa ne spomnita in moj ful zanimiv. Ja. Na kaj pa recimo, če gremo kar direktno potem malo na barve, pa materiale, na kaj mora biti pozorni pri izbiri barv, če so mogoče kakšne, ne vem, skaj škodljive ali kakorkoli, pa materiali, mogoče kakšni taki, da ni glih zdaj usne ali kako, ne vem, kakšni morajo biti materiali. Usne je zelo trpežno. Usne je v bistvu v redu, ne, ki se ga dajo spucati. Mislim, mi dve gledava malo na to, da so vgradne, recimo omare, če se jih že zdaj da delati, da so v nekih neutralnih tonih, ali pa da se jih da mogoče ali iz MDF, to je pač Mediapan, da se lahko da v neko barvo, pa se jo čez 5 let se sam sname dol fronte, pa se jo pobarva na drugo barvo. Ampak da je, se pravi, vgradna omara dost... Se pravi, ti elementi, ki so bolj trajni, ko so dlje časa v prostoru, da so neutralne. Ja, točno tako. Pa da so mogoče te oblazinjene stvari, mogoče kakšne ali slemljive, ali da so dost... da so dost, kako bi rekla... da niso monotonih barv, da niso zelo svetle, da so igrive, da se mogoče vsaka umazanija ne opazi, ker otroci vemo, vsaka ilustracija otroška. To, ali pa da si otroci tudi rok ne umijejo dobro. Kdaj? Kdaj? Kdaj si jih? Ja. Mislim, drugače pa glede barv samih, jaz mislim, da uporabljajo mizarije ali pa že s certifikatom. Da pri nas v Evropi je to dosti poskrbljeno na neki generalni ravni. Ja. Mizarije sploh, če pa kupaš, je pa sploh vse po certifikati in verjetno je tako ni težave. Sicer pa pa popestrimo sobice s kakšnimi tapetami, ki se jih da tudi mogoče enostavne še zamenjati. Sploh kakšne, ki so snemljive. Recimo ta, ki ima otroška soba, ima čez celo steno tapeto, da je malo igrivo. Ali tudi kakšne tekstili, posteljnine, zavese, to je lažje zamenjati.
spreminjati. A se kaj starši odločajo tudi za te murale, a se reče murali? Se reče, ne? Prav za poslikave. Ja, zdaj so že tapete. Zdaj so tapete že Zdaj so toliko, tapete, da- niso več tako monotono, majhen print, ampak so Ja. tudi so v bistvu te murali, ne, če Ja, tako rečem. ja. Je dosti tega na trgu na voljo, tako da večinoma se kar veliko za tapete odloča. Ali pa barva. Tako ena stenca, Najlažje je ne, pa da je- prebeliti. Ali pa mogoče kakšne manjše nalepke, pike, to je tudi zelo popularno. Ali se pa samo Da je nek prebeli. vzorček v bistvu, Tako, ne? ja. Igriv, ki se ga potem lahko prebeli, ki je... Zamenja, Da ko se je otrok- stena nekaj pobarvana s skredno barvo, Aha, da lahko riše pa se gor. potem lahko riše gor. a ne. Aha, super, ja. To so take zelo enostavne rešitve, ko se lahko vsak loti. Tudi, ja, ko se otrok Ja. naveliča, se hitro spremeni. Pa to je tudi za šolarja fajn. Tudi za Zato, ker mi šolarja. imamo recimo, a ne, moja šolarka, ki je v 4. razredu, mi imamo liste nalepljene in gor vse te njene izpite, mislim grozen, jaz gledam te izpite, tako kot je bila jaz na faksu, vse je, in to je pač uporabno, da je taka stena, ne, za te stvari, tako na veliko, da ona vidi, ali pa poštevanka, ali pa to, ko so se mogli učiti, recimo, ne. Mi dve zelo rade drugače tudi uporabljava te pegboarde, a ne, kjer se lahko obesi ali police ali pa take table, no, potem. Aha, to se custom naredi oziroma Ja. mizarsko, ne? Ja, načeloma, pa tudi ja. tipske se dajo. Se tudi Pa tudi tipske, tipske ja, se ja. dajo dobiti, super. Tako. Ja, ker so zelo take potem uporabne, multiuporabne za različne namene. Kako lahko otroško sobo, v bistvu tole smo še osvetlitev imamo, ne? A je pomembno, kakšne vrste luč je, kakšna toplota oziroma kakšna močna svetilnost pri otroških sobicah? Tudi pri otroški sobi je kot v drugih prostorih zelo fino, da je mogoče svetlobo spreminjati ambient. Vsi vemo, da otroci, sploh manjši, se bojijo teme, imajo radi razne nočne lučke, neko pritajeno svetlobo, potem potrebujejo tudi močno svetlobo za kakšne delikatne naloge, ki jih počnejo. Tako da potrebujemo več svetil, ki omogočajo različne scenarije uporabe prostora. Sama estetika svetil je pa seveda fino, da so mogoče malo igrive, tudi če so klasične, Tukaj ne je vem. ta to je stropna lučka, ki je podobna balončku. Tako bi imela še jaz v pisarni, Ja. odkrito. Ali pa tudi z recimo bolj se da čisto s klasičnimi elementi, pa neko repeticijo ustvariti, mogoče malo bolj igriv. Ali pa na klasične, da niso lih te Ja, dizajnerske dizajn. balončke, a ne, so neke klasične bunkice. Se da tudi z cenovno bolj dostopnimi Tako. zadevami narediti, če se... Malce bolj igriv izgled. Tako, Recimo, ja, če je če luč si tudi kreativen, ne. tako luč enaka kot v ne vem, drugih prostorih, ampak s pozicijo, recimo smo tukaj ustvarili. Pa mogoče- velikosti različni ali pa tako, ne. Ja, potem je tudi odvisno, a ne, na začetku otrok, ki je majhen, tudi če se igra, ne potrebuje zdaj toliko dobre direktne svetlobe, kakor ko se uči pri mizi. Se pravi, da se pol dodaja kakšne te namizne lučke. Je pa pri otroku se mi zdi, da se dobro počuti, če ima kakšno ambientalno svetlobo. Zdaj si to otroci ful sami radi dajo, naredijo s temi LED trakovi. Mi jih tudi ponavadi vgradimo že kar v pohištvo. A tako spodaj ali da imajo... Ja, ali je v nekako posteljnem vzglavju. Aha, mogoče. tako je. Da je taka, da se jo da naštimati čisto nežno za zaspat. Pri nas Ja, moramo imeti mogoče. skozi luči prčgane, kaj gremo spat. Ja, skozi. absolutno pri nas tudi. Ja. Tako recimo, ne, da je to neke vrste Aha, nočna razumem, lučka. ja. ki Pa se tukaj je še pač malo daje- tako skrit not v Ja. hiško, ima še Ja. tak dober občutek varnosti. Varnosti, Ne? ja. Ja. Ja, zdaj so hiške zelo popularne. Ja. No? Mi dve kdaj želiva tudi kaj, kar ne bi bilo hiška, ne? Ker smo jih že toliko naredili. Ampak investitorji. Veliko različnih investitorjev, se pravi, Slovenski trend je očitno tak trenutno. Točno tako, Ja, ja. Ja, sam je smiselno, se načeloma otrok se počuti varnega. Ima neko svojo oblika hiško znotraj ja. svoje sobice. Ja. Ja, In jim je tudi otrokom zelo prijetno, imajo radi to, pol pa je še drug aspekt, ne, da pa pol, ki so mogoče malo večji, začnejo pa plezati po teh ogrodjih, hiški in to pa zna stvar tudi ratati malo nevarna. Da eni, ja, kakšni investitorji se pa prav so že tudi imeli zgodbo, no, ko so se prav specifično so rekli ne hiške, na navejo plezali. Ker poznajo otroke, ki vejo, kakšne bojo, recimo. Ne? Ja, ja. Kako se pravi, lahko otroško sobo prilagodimo za več funkcij, kot so recimo spanje, igranje, učenje? Na kakšen način bi vi dve to predlagali?
recimo naredili smo eno otroško sobo z več funkcijami, se pravi, da je in igranje, in spanje, in v bistvu počitek, branje oziroma učenje. Naredili smo nek bralni kotiček, da se otrok počuti varno, tle so tudi želeli, da bi bila hiška. Noter so naredili poličke, da lahko tudi otrok sam odlaga in zbira knjige. Potem so pa naredili tle igralno Kletko. Ja. Zgoraj, ker so želeli investitorji, da ne bi spal zgoraj, ampak spodaj, da se lahko oni zraven kdaj uležejo, gor pa naj ima igralno. V bistvu tako kot to vrtno hiško, ki jo imajo eni na vrtu. Tako se lahko, ne vem, nekako, da zasnuješ tle poligralna in na tleh in jo dvigneš na nivo in v bistvu s tem pridobiš zelo veliko na prostoru. To pridobiš na prostoru, ja, ker to recimo v Ljubljani, stanovanjih pa tako je velikrat težava, ne, in to, da malo si narediš eno tako mini mansardico noter v sobi, je cool ideja. Dokler so še tako majhni, da ko grejo spodaj noter eni imajo tako zgori, pa posteljico pa spodaj neko. Sicer tam je pa manj svetlobe, ne, ampak se pa doda kakšna. Cozy. Ne, to imajo zelo radi. Otroci se radi, tlačijo. Ja, so radi, tako. Dokler so majhni, je to karkoli, Jaz se spomnim, moja mama je bila ful kreativna in je naštimala nama, ker so imela oba dva skupaj sobo, tako veliko z bratom, gugalnico. Prav gugalnico sem imela v sobi in meni se je zdaj to tako premium, da imam jaz gugalnico v sobi. In sem vedno hotela otrokom svojim to narediti, ampak imamo tako majhne sobice, da smo mogli bolj kompromisno narediti te zadeve. Kakšne so smernice za postavitev pohištva v otroški sobi, da zagotovimo varnost in funkcionalnost? A je sploh kakšna taka zadeva, ki bi jo izpostavili, kar se tiče varnosti? Mislim, zdaj lahko je tudi pograd nevaren. Tako je, Zato pa ponavadi, pa to, kar radi delamo, da pograd nimajo zgornja posla samo te majhne ograjice, da ima neko mrežo, oziroma zgornja postelja ima ponavadi nek malo bolj orenko ograjo, bodi si iz te pletene mreže, bodi si iz letvic, to, kar radi naredimo. Drugače pa otroci itak radi plezajo. Plezalne stene so ful dobrodošle. Vsi morajo v bistvu. Pa recimo lahko so tudi nevarne, ampak probamo pol malo te mehke preproge. Mogoče kar bi izpostavljali, okna so lahko tudi nevarna. Mogoče na začetku, ko je še majhen, ki mu ne moreš tukaj dopovedati, da ravno tega ne postaviš nekih stopničk, nekih kubusov ali pa, da on lahko stopi pa odpre. Potem tudi stopnice, so lahko ful nevaren element, po drugi strani pa če z otrokom v tistem obdobju, ko so mu zelo zanimive, nekaj časa pač jih stalno uporabljaš, pol se jih navadi, oziroma pač se jih navadi uporabljati, tako da gre po ritki dol, oziroma rikverc. In pol tudi ta nevarnost, ne bom rekla, da mine, ampak mogoče ni potrebe po teh ograjcah, ko se jih itak naučijo hitro odpirati. Tako da to tudi ni toliko varno, ko bi mogoče človek pričakoval in hotel. Tako da mogoče je bolj naučiti otroka uporabljati, da gre do svojih zmožnosti in potem pač... Tako, tudi mi nismo imeli nikoli ograjc tako takih. Mi tudi ne, mislim, jaz nisem nikjer zaščiten tudi teh, ampak se pravim, več ljudi, več različnih izkušenj. Nekateri pa zelo veliko zaščitijo. Meni se edini kakšni robovi se mi zdijo fajn pri mizah, če so res zelo ostre, takrat, ko začnejo hoditi. Takrat je mogoče malo fajn, da se... Pa tudi odvisno, kakšen otrok je, ne? Sigurno, To je še najbolj res, Kaj pa, če recimo gremo na šolarja, potem naprej? Imate kakšne napotke, kako se prilagodi sobico, mizo? To je zdaj čisto odvisno, zdaj je toliko enih stvari v trgovinah za nakup. Recimo, nama se zdi zelo fina ideja, da imaš nastavljivo mizico. Zdaj so tudi trendi drugačne. Včasih se spomnim, da je bilo tako, da naj bi imeli otroci fiksne stole do ne vem, kjerga leta, se pravi, dokler jim
koncentracija. Ker nimajo koncentracije, bolj zaradi tega, da se ne gibajo, ampak zdaj, ker so otroci tako hiperaktivni, zaradi vseh teh motilcev, ki jih imajo, žal so v tem rojeni. Pa berem jaz, da je zelo dobro, če ima otrok gibljiv stol, zaradi tega, ker s tem sam pač je v tem gibanju in tudi možgani zdaj drugače delujejo, kot so najverjetneje nam, v generaciji, ki smo rabili malo miru. Tako da zdaj dostikrat pride v poštev nek vrtljiv stol, da ima seveda noge na tleh, to mora imeti, ne smejo mu noge bingljati, pa neka miza, če je možnost, mogoče nastavljiva, zaradi tega, da je za več obdobja. To so te dvižne, zdaj, dvižne, zdaj, lahko se to tudi izvede čisto z letvami, ko se jih pritrdi na steno in se pač ustavlja ploščo po višini, ker večina teh tipskih nastavljivih miz je mišljena za odraslega od sedečega položaja do stoječega, ni pa mišljena za 7-letnika do odrasle višine. Tako je, bolj za tiste, ki po 8 ur sedimo za računalnikom, ustanemo vmes in tako. Bolj se mi zdi zdaj, ko dobiš šolarja, se mi zdi, da je bolj tako, da ima on to mizo v svoji sobi za mogoče neko svoje ustvarjanje. Se mi zdi, da je še vedno veliko potem za jedilno mizo. Ja, za šolo. Jaz sem tudi mislila, da bomo doma, pri meni imate take velike, dolge pulte čez celo sobo, za ustvarjanje in za učenje. Ampak to je vse v kuhinji. Vse v kuhinji pod mojim, mislim, ne pod mojim nadzorom, ki bi želela imeti nadzor, ampak zato, ker me skozi trapa. Skozi me kliče, mami, kaj je to, kaj da razložiš. In tako jaz moram pa kuhati zraven. Recimo na tak način. Se tako, če se sam vrnemo še malo nazaj v pač k dojenčkom, so na začetku ponavadi bolj v bivalnem prostoru, niso v svoji sobi, se pravi, da imaš v njihovi sobi bolj samo za spat, mogoče za previjati, če nimaš v kopalnici, ampak te neke igralne podloge imaš na začetku v dnevnih prostorih, da so zraven tebe, da ga imaš pod nadzorom. Ja, seveda. In tudi želi tvojo družbo. Ja, se tudi to želijo še pa do pubertete, si predstavljam. Jaz si še nimam v puberteti, tako da pri meni hočete biti še povsod po stanovanju. Za shranjevanje igrač in šolskih potrebščin, tukaj imamo mi ful težave. Za igrače smo že se pogovarjali, da so te škatle, fine, boksi, mogoče kakšne omare, predali, tako da jih doseže, da jih pospravi. Po eni strani zaprte površine, da prostor izgleda urejen. Čist, pa urejen, Kar je tudi dobro za koncentracijo. Seveda, Pa za šolske potrebščine to imamo pa mi, vse je na mizi, od igrač do šolskih potreb, vse je, potem iščemo zvezke, ki je matematika, ki je test, oh my god, Juna, kam si dala test? In v glavnem, mi imamo zdaj tako dodeljene predale za šolske potrebščine in moramo to kar v navado imamo, da to ni isto kot igrače. One dva tretirajo, da to je moja stvar in je vse isto vredno. Tako da, kakšne imate pa video, imate kakšen nasvet, recimo, za take otroke, ki so v šoli, ki rabijo imeti te, da se da mogoče, ne vem, ali se da je kakšne nalepke gor, ali kako. Barvno označi ali nalepke, da ve, kje je. Mogoče okrog mize, da so ti predali namenjeni šoli, potem je pa poleg nek ali predalnik ali kaj. Tudi recimo prostor namenjen za šolsko torbo. Tako je. Tudi dostikrat želijo investitorji, da je nek prostor, ki je točno določen za odlaganje športnih stvari, šolske torbe. Vse te aktivnosti, pa superge, pa torba, pa žoge, pa tako. Pa potem, da se da neke ali predale ali škatle za material za ustvarjanje. Tako je. Da se tudi vedno na isto mesto pospravlja. Da tudi, kaj mu rečeš mogoče, da zdaj pa pospravi ve točno kam. Ker se mi zdi, da moraš otroka ti podučiti, pa mu ti dati. Tudi že od malega, se že majhni otroci zelo stremijo k samostojnosti, radi so samostojni, radi dosežejo svoje stvari, svoje igrače, svoje predale. Pa načeloma imajo tudi kot vsi ljudje, radi tako nek ordo, nek red, ker se varno počutijo v nekem redu. In če ga oni obvladajo in če se ga nauči, mu je bolj prijetno tudi nekje tako. Se pravi, smo šli že do šole,
Kaj pa so recimo trenutno najpopularnejše teme, poleg hiške seveda, ne? In trendi, pa rečemo malo v Sloveniji ali pa v svetu, lahko poveste, kaj v svetu ali pa kaj se vidi, želite, da bi prišlo v Slovenijo, kakšni trendi bi prišli? Kar je zdaj v Sloveniji zelo v trendu je bež. Vse bež, pasivo. Nežna siva. Nežna siva, absolutno nežna. Nežna roza, tudi mogoče za ta pogumne. Za ta pogumne, tako. Nežno roza pa nežno modro, neodvisno, v katero smer gre. Zdaj, to je koncept za tem, da je stvar umirjena, da otroku omogoča, ne vem, umirjenost, oziroma da ga okolje ne dodatno stimulira s temi barvami. Zdaj, ne vem, ker jaz otroke poznam, imajo kar radi živahne barve. Seveda, sicer se to pa unese v obliki igrač, ki si jih pa začnejo sami izbirati. Na začetku so tudi igrače v zadnjem času, ker velik bež. Res je, to sem pa opazila. Ne vem, jaz osebno nisem ljubitelj tega, v tujini so veliko več, bolj pogumni z barvami tudi zdaj. V oblikovanju sob, tudi z vzorci, z bolj živahnimi posegi. Mi dve imava kar radi, za otroške sobe, se pravi, naravno, nevtralna baza, pa potem neke živahne stvari, ki se nalagajo na to. Jaz osebno imam kar rada to. Ja, dodatki, ki si jih lahko zamena. Kakšne slike, ilustracije, take zadeve. Poštarški, posteljnina. Zdaj imamo pa tudi kakšne drzne starše, ki pa gre tudi v opremo drznih barv, kar nama je tudi zelo. Ja, mi zelo rade sprejmemo izziv implementacije barv. Sploh recimo, ko si pa že otroci začnejo sami zbirati, ko so dovolj stari in tudi pridejo k nama investitorji z otrokom, ki on pove, kakšne barve želi. Dobra stranka. Bi mi osebno zbrali vedno take barvne kombinacije. Ne. Potem pa probaš najti izziv v tej zgodbi in jo probaš interpretirati na način, da bo njemu všeč, da mu bo všeč mogoče tudi, ko se bo naveličal zdaj te svoje ljube kombinacije. So kar zanimivi izzivi. Ja, super. Kakšen bi bil še kakšen vajin nasvet za konec? Kaj bi svetovali staršem? Poleg tega, da naj bojo malo bolj z barvami, naj se sprostijo, naj bo mogoče malo bolj kreativni, izvirni. Ja, mogoče, da poslušajo otroka, ker še vedno je to zdaj seveda, če govorimo o otroku, ki je saj že šolo obvezana, ker je to le njegovo okolje, in se mora on dobro v njem počutiti, tako kot se tudi vsak sam si naredi svoje stanovanje, da se on v njemu dobro počuti. Pa mogoče, da ga usmerim v neke umirjene smernice, bolj zaradi tega, ker gleda on za naprej, otrok pa za ta trenutek. Pa otroci se tako radi sami prilagodijo malo prostor, če druga ne s kakšnimi nalepkami. To pa. Da se jim to tudi da se jim to dovoli. Z grafiti. Ja, z grafiti. Da v bistvu tudi to je fino, upeljati v prostor, kjer je to dovoljeno. Recimo, če je to ena stena. V celem stanovanju, tako da je dovoljeno, kjer se štriha. To se tudi meni zdi fajn. Pa še nekaj fino je mogoče tudi prostor začutiti oziroma videti, kako se ga uporablja, pa se ga potem temu prilagajati, ne usiliti mogoče neko zgodbo pohištveno, ko pa sploh ni funkcionalna. Mogoče najprej doživeti prostor, pa ga potem temu primerno opremiti. No, pa še, da bi še nekaj povedala, recimo sva imela tudi eno stranko, ki je dom si želela ustvariti, mislim, ima več domov, in je tudi v tujini ima neko stanovanje in je želela v bistvu prilagoditi 2 otroški sobi, ki ima 2 hčerki, da bi lahko tudi kdaj bile kot sobe za goste in se pol tudi lahko malo poigraš, da je soba zelo pač multifunkcionalna, uporabna. Da je tudi za starejše, da ko ti stopiš v njo, nimaš občutka, da je otroška, ampak jo z nekimi malimi draguljčki spremeniš, da pač je otroku, to je pa recimo tudi ena, da otroku pač pričaraš otroštvo, kot je klopca, do teh
pač valovčkov nad posteljo. Tak mal hotelski vibe, ker v bistvu ima mizo, to, da se usedeš, nekaj narediš, imaš za pospraviti, je to tako na pol sedežna, na pol postla. Da ni treba vedno v bistvu gledati, tudi če je to vikend, da je to pa otroška soba, to je pa spalnica, ampak da se jo malo razgiba, da se malo širše pogleda. No. Ja, super. Hvala lepa vam za vse te nasvete. Upam, da se čim več slovenskih staršev malo bolj pogumno odloča za otroško sobo in opremi po svojih željah in po željah svojega otroka. Tako da lepo se imejte. Hvala za povabilo. Najlepša hvala za povabilo tudi tebi. Mi se pa vidimo naslednjič. Adijo.